Pozdravljeni. Tudi tokrat si bomo v ponedeljkovem komentarju ogledali vse tiste zanimive točke, ki nam jih je podala nedeljska dirka za veliko nagrado Monaka. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo na progi. Kot običajno bo tudi tokrat naš komentar dirke za veliko nagrado Monaka razdeljen na dva dobro ločena dela. V prvem si bomo ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo na progi. V drugem se bomo pa ustavili pri napovedih strategij in seveda rezultate le-teh primerjali z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. A začnimo seveda samo dirko. Tu se bomo najprej ustavili pri zmagovalcu, ki še zdaleč ni presenečenje. Andrea Kimi Antonelli je v fantastični formi. Gre za njegovo 5. zaporedno zmago. In na veliki nagradi Monaka smo videli, kakšen je v resnici njegov pravi potencial. Če smo na začetku sezone trdili, da je njegova šibka točka predvsem štart, kjer je izgubil kar precej mest, tu na ulicah Monte Carla temu ni bilo tako. In treba je poudariti, da smo videli 2 stoječa štarta, kar je pomenilo še enkrat več možnosti, da bi Andrea Kimi Antonelli zapravil zmago. A je ni. Dosegel je nov rekord, namreč je najmlajši, ki mu je uspelo na dirki svetovnega prvenstva Formule 1 doseči Grand Slam. Torej, bil je najboljši na kvalifikacijah, dirko je vodil od začetka do konca, dosegel je najhitrejši krog in seveda zmagal, kar je samo odraz njegovega talenta, njegove veličine, ki pa še rabi nekaj malega, da bi se pokazal v vseh svojih sposobnostih. Torej, to, kar smo videli tu na ulicah Monte Carla, vsaj po mojem mnenju, ni vse, česar je sposoben Andrea Kimi Antonelli. Treba je povedati, da že na samem štartu je izgubil verjetno največjega konkurenta. Max Verstappen je odstopil, ker njegov pogonski sklop je dobesedno izdal. In ne na električno-hibridnem delu, ampak kot je sklepati iz raznih izjav, je težava bila na onem termičnem, na onem motorju z notranjim zgorevanjem. In tu je treba dodati, da na 3. mestu na koncu smo videli tudi Izaka Hajdarja, ki je imel prav tako težave s pogonskim sklopom Red Bull Powertrain Sport. In rad bi dodal, da kljub temu, da nekateri trdijo, kako je pogonski sklop Red Bull Powertrain tisti najmočnejši, je njegova zanesljivost izjemno slaba. A tu verjetno ima vsakdo izmed nas svoje pomisleke, svoja mnenja in seveda prav je tako. A preden se spustimo na primer k dogodkom na sami progi in analizi onega, kar so počeli pri skuderiji Ferrari, bi se za trenutek rad ustavil še pri enem vprašanju, ki je prišlo med našim srečanjem v živo. Nekoga je zanimalo, zakaj sam Andreo Kimija Antonellija kličem Andrea Kimi. Tu je pred vami uradni spisek nastopajočih v letošnjem svetovnem prvenstvu Formule 1 in vsakdo si lahko prebere, kako se uradno kliče Italijan. Sedaj, če ga vi, ker ste z njim prijatelji, po domače kličete Franci, vaša zadeva.
A vrnimo se k naši dirki za veliko nagrado Monaka. Tu je treba poudariti, da je Lewis Hamilton v izjemno dobri formi. Namreč že na drugi zaporedni dirki je dosegel drugo mesto. Njegova velika nagrada Monaka je bila brez večjih napak. Ampak zagotovo ni imel možnosti niti ogroziti prvega mesta samega Antonellija. Bodimo iskreni, tam pred obdobjem varnostnega avtomobila je Ferrari zaostajal za okroglih 30 sekund, kar je ogromno, če se mene osebno vpraša. In treba je tu poudariti, da bo potrebno narediti prav poseben prispevek glede pričakovanj okrog skuderije Ferrari in onega, kar smo videli v resnici. Ampak moramo priznati, da Lewis Hamilton je tokrat pokazal, česar je sposoben, in takega Hamiltona želim sam gledati na vsaki dirki. Zaslužil si je seveda to drugo mesto, za kaj več pa ni imel pravega bolida. In tu seveda tista boleča točka Charles Leclerc. Namreč mnogi izmed navdušencev Formule 1 ne morejo razumeti, kaj se je dogajalo pri skuderiji Ferrari. Namreč Leclerca so klicali v bokse praktično v trenutku obdobja varnostnega avtomobila, kjer je čakal za Lewisom Hamiltonom. Lewis Hamilton je imel 5-sekundno kazen, ki jo je seveda odslužil v boksih, in tako je Charles Leclerc izgubil kar nekaj dragocenega časa. In sam Leclerc se je spraševal, ali je bilo res potrebno se ustaviti v tistem trenutku. Seveda je bilo potrebno se ustaviti v tistem trenutku, drugače bi bil Leclerc na progi z pneumatiko hard, ki je imela za seboj kar nekaj krogov, vsi okrog njega bi imeli pa bistveno bolj sveže pneumatike soft. In to bi pomenilo, da bi bil Leclerc neke vrste sedeča raca, kar pa verjetno njemu v tistem trenutku ni bilo jasno. Ampak Charles Leclerc je tisti, ki je odstopil in povzročil verjetno rdečo zastavo. Kot se dobro spomnite, tam na koncu pri ovinku Antonino G je lepo zapeljal naravnost v tisto zaščitno ograjo. In mnogi navdušenci trdijo, da je bilo to zaradi tega, ker je zapeljal na zaplato asfalta, ki je dobesedno razpadala. Čeprav v izjavah Charlesa Leclerca smo slišali kar nekaj kritik na račun italijanskega dobavitelja Brembo. Leclerc je dejal, da v bistvu od 4 zavornih čeljusti mu je delovala le ena. Lewis Hamilton takih težav ni imel, kajti on uporablja diske proizvajalca AP. In tu bi vas rad opozoril na ta posnetek. Poglejte si, kje je Charles Leclerc vozil in kje vsi ostali. Res zapeljal je na tisti del asfalta, ki je razpadal, ampak v resnici sta bila Lance Stroll, povzročitelj nesreče, ki je upeljala varnostni avtomobil, in Charles Leclerc, verjetno edina, ki sta šla na tistem delu proge tako levo. In tu je treba poudariti, da verjetno sta oba res imela težave z zaviranjem, tudi Lance Stroll se je pritoževal nad tem, in je razpadajoči asfalt bil le pika na i. S tem nočem braniti organizatorjev, ampak če so vsi drugi lahko peljali mimo, bi tudi ona dva, ukolikor ne bi imela kakšnih tehničnih težav. A zopet, tu je treba poudariti nekaj, da Charles Leclerc po njegovem ni nič kriv. In sam se sprašujem, zakaj je tvegal svoje življenje in življenje vseh ostalih, če so mu zavore delovale samo na enem kolesu od 4, tako kot trdi sam. Tu verjetno gre malce za pretiravanje, a pustimo sedaj to. Videli smo na koncu, da je bil Pierre Gasly tisti, ki je ciljno črto prečkal kot tretji.
ampak imel je 2x po 5 sekund kazni, na kar so se pri Alpinu seveda pritožili. In tu si moramo malce bolj podrobno ogledati, kaj se je v resnici dogajalo. Namreč pri prečkanju tistih črt, ki določajo vhod v bokse, je marsikateri voznik bil prehiter. In treba je tu poudariti nekaj. FIA je ugotovila, da z merilnimi napravami je bilo vse v najlepšem redu. In marsikdo bi dejal, saj se ne bojo sami sebe obsodili, da niso merili hitrosti prav. A po drugi strani velika večina, ki je bila kaznovana z pribitkom 5 sekund, je vozila 60,1 km/h, ker so rahlo drugače sekali vhod v bokse. In tu lahko diskutiramo, kaj pomeni 60,1 km/h, ampak dejstvo je, da so bili prehitri. Pri Pieru Gaslyju vidimo, da je tistih drugih 5 sekund dobil zaradi tega, ker je bila njegova hitrost 60,4 km/h. Torej, bil je bistveno bolj hiter od onega, kar je povzročilo kazen za ostale. Torej, sam menim, da je protest ekipe Alpine v resnici neosnovan, ampak če jim uspe, in seveda uspe. A drame ni bilo konec, kot radi govorijo nekateri komentatorji. Treba je poudariti, da po vseh teh kaznih in seveda dogodkih se je zgodilo, da je za trenutek bil Sergio Perez na 10. mestu in mnogi so že začeli pisati zgodbo o uspehu ekipe Cadillac, kjer naj bi prvo točko dosegli na legendarni progi v Monaku. In tu seveda lahko si mislimo, kako so ostali slabo, ko je bil tudi Perez kaznovan z pribitkom 10 sekund. A treba je seveda tu povedati zgodbo v celoti. Perez je na 2 štartih se 2-krat postavil na napačno mesto. Prvič že na samem štartu. Tu je treba povedati, da namesto, da bi bil na 18. mestu, kjer se je kvalificiral, je lepo izkoristil priložnost in šel vrsto naprej. In to seveda je pomenilo, da so ga kaznovali z vožnjo skozi pit lane. Ampak, ko smo videli drugi štart, se je napačno postavil izven tistega boksa. In zopet bi lahko dejali, da od nekoga, ki je tako izkušen, si takšnih napak ne bi smel privoščiti. In seveda kazen je pomenila, da je prvo točko v letošnji sezoni osvojila ekipa Aston Martina. Sedaj, zasluženo ali ne, prepuščam vam. Ampak, če smo govorili v tem komentarju o vsem tistem, kar se je dogajalo pri raznih ekipah in skušali poudariti vse tiste voznike, ki so si zaslužili našo pozornost, smemo mimo Georgea Russella. Pri Russellu vam moram priznati, da je meni osebno začel iti na živce. S svojim prijavljanjem napak nasprotnikom in nenehnim pritoževanjem je dosegel vrhunec moje strpnosti. Namreč George Russell je tudi bil pravilno kaznovan, ker svojih 5 sekund pribitka ni odslužil v tistem trenutku, ko se je ustavil za menjavo koles. In tu seveda kazen upravičena in lahko se začnemo spraševati, zakaj je prišlo do tega pri Mercedesu. Logično je, da so prvega poklicali na menjavo Andrejo Kimi Antonellija in da je George Russell prišel z njim. Ampak tu verjetno ne moremo mimo dejstva, da ga pri Mercedesu lahko niso pričakovali. In zaradi tega so se mehaniki lotili menjave
preden je odslužil svojo kazen. Ampak ne glede na vse, vikend Georgea Russella je bil poražen. Na dirki je bil nekako udeležen v 4 preiskavah. A George Russell, po mojem skromnem videnju, ni voznik, ki bi lahko s svojim znanjem, svojimi izkušnjami, svojo hitrostjo v tem trenutku nekako pariral Andreji Kimi Antonelli. Za konec seveda še McLaren, kjer smo opazili odstop Landa Norrisa in izjemno bledo dirko Oskarja Piastri. Tu so praznovali svojo 1000. veliko nagrado, čeprav je bil v resnici 999. štart za to ekipo. Ampak treba je povedati, da pravzaprav je to praznovanje nekako ostalo v senci res slabe dirke za to znamenito ekipo. In še enkrat, Andrea Kimi Antonelli je vse bistveno bolj izkušene voznike resno postavil v kot. In lahko se začnemo spraševati, kdo ga letos sploh še lahko ogroža. Videli bomo v nadaljevanju, ampak do tega trenutka kaže bolj slabo vsem zasledovalcem. A kot sem že omenil, Lewis Hamilton je z konkretno vožnjo prišel na drugo mesto, kar se tiče vozniške razpredelnice, kar je tudi, po mojem, lepa zasluga za tega voznika, ki so ga mnogi že pošiljali v sam pokoj. Ampak pustimo sedaj to in poglejmo si, kakšna je bila napoved strategij in kaj so ekipe v resnici pokazale na progi. Tu moramo najprej se ustaviti pri napovedi, ki jo je dal Pirelli. In napoved opremljevalca in dobavitelja pnevmatik je bila dokaj podobna tistemu, kar sem napisal sam. Vidimo lahko, da v obeh razmišljanjih smo upoštevali tudi začeti na pnevmatiki soft in potem nadaljevati ali na medium ali na hard. Tu seveda je treba povedati, da so pri Pirelliju vzeli tudi ono, po mojem mnenju, varianto, ki pride v poštev, če je nekdo v resnih težavah, začeti na medium in nadaljevati na hard. Sam sem jo dal kot nekakšno rešitev v sili. Če pogledamo, kaj se je dogajalo na progi, preden je prišlo do samih prekinitev, bomo videli, da večina voznikov je uporabljala strategijo medium hard. Ampak, na primer, v primeru Lewisa Hamiltona je bilo to res zaradi tega, ker je njegova pnevmatika medium popustila bistveno prezgodaj. Razlika med mojo napovedjo in napovedjo Pirellija je bila v tisti varianti, ko bi nekdo začel na pnevmatiki medium in nadaljeval na soft. In to smo videli kar pri nekaj voznikih. Za primer pri voznikih ekipe Racing Bulls in ne smemo pozabiti, da Arvid Lindland je imel izjemno dolg stint. Zopet bi lahko dejali, da so vozniki tokrat izbrali tisto varianto, ki je bila najmanj tvegana. Razumem, na primer, tovarniško ekipo Mercedes. Zakaj bi tvegali, če so bili drugi v težavah? Ampak konec koncev tudi varianta, ki je bila v moji napovedi in je nismo videli, na primer pri Pirelliju, se je izkazala za izjemno zanimivo, za izjemno hitro. Namreč vsi, ki so jo uporabili, so na lestvici napredovali. Ampak, kot sem že dejal, gre za vajo, ki nam samo pokaže, da lahko tudi mi, navdušenci, pridemo do podobnih zaključkov ekipe na progi. A kar se tiče tokratnega komentarja dirke, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.